Hvala ti, Gospod, za kratko homilijo, razlago Božje besede in omembe svetega Janeza od križa, duhovnika in cerkvenega učitelja. Imamo dva različna poudarka. Eden je Janez od križa, ki govori o tem, kako duhovno rastemo. Duhovno rastemo tako, da vztrajamo v Bogu, kakor pravi tudi Jezus, da izpolnjujemo njegove zapovedi, vztrajamo v veri in vztrajamo v upanju. In ko pridejo stiske, se ne uklonimo, pač pa ostanemo. In gremo skozi tako imenovane noči, noč čutov, noč duše, noč duha. Noč čutov nič več ne čutimo, noč duše, duša ne ve več, kaj se pravzaprav dogaja in ne razume in čustva, nima nobenih čustev, nobene tolažbe, ničesar. In potem noč duha, ki je najhujša, ki pa ni dobesedno ničesar več, kot je Jezus rekel: moj Bog, zakaj si me zapustil? Sam duh ne vidi več ničesar, nima več stika z Bogom, nima stika z večnostjo. In mi pa še vedno vztrajamo v naši veri in takrat duhovno rastemo oziroma pridemo do blaženosti gledanja Boga. Torej, duhovna rast je resnica in moramo živeti čisto. Pravi, v čistosti moramo živeti v izpolnjevanju Božje volje. In potem duhovna rast. Duhovna rast pomeni Boga v srcu, svobodo v srcu, življenje v srcu. To je duhovna rast. In navsezadnje blaženost. Vidimo tiste slike svetnikov, ki so kako nekje v oblakih zazrti duhovno v neko globino duše, in to je ta blaženost v Bogu. Imamo pa apostola Pavla, ki pa prihaja nekako po drugi strani, pravi: prihajam v imenu Jezusa Kristusa in ne pridigam pametno, ampak delam čudeže v njegovem imenu. Pravi, da se izkažete sila, pravi, znamenja. Znamenja pokaže. In tako Jezus pošilja svoje učence samo eno, da oznanjajo evangelij, da izganjajo hude duhove in ozdravljajo ljudi. To je poslanstvo Jezusovih učencev. Pravi, poleg oznanjevanja imamo še dve druge dejavnosti, ki so izganjanje duhov in pa, se pravi, osvobajanje ljudi tega zla in pa ozdravljanje v Jezusovem imenu. Tako mislimo mi to, da je to neka pravljica, ampak zelo pred kratkim sem imel primer, ko smo v okviru te karizmatične prenove, molimo za osvoboditev, primer, ko je demon govoril in je pač kričal in krulil in nekaj podobnega, sicer se opravičujem primerjavi, kot včasih na kmeti klali boge prašiče in ti so tulili in govoril. In po tem molitvi in ukazovanju pa je ta oseba ozdravela tiste bolečine, ki jo je imela, oziroma nesposobnosti. Tako sem zvedel, da je vse v redu z njo in da lahko zdaj normalno naprej živi. Pravi, gre za to realnost, ki pa mi ne upoštevamo navadno v naši splošni krščanski praksi. Je duhovni boj za duhovno rast in je duhovni boj za osvobajanje in hojo za Bogom, osvobajanje ljudi. Naša naloga je, da duhovno rastemo in da izpolnjujemo Jezusove besede, kakor pravi danes evangeliju. Zakaj pravi? Kajti Oče vam bo vse dal, če ga boste potem prosili v mojem imenu.